Živel je neki bogataš, ki je imel oskrbnika in tega so mu zatožili, da zapravlja njegovo premoženje. Poklical ga je in mu rekel: Kaj slišim o tebi? Podaj obračun o svojem oskrbovanju, kaj ti ne boš več mogel biti moj oskrbnik. Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi: Kaj naj storim, ker mi gospodar jemlje oskrbništvo? Kopati ne morem, beračiti me je sram. Vem, kaj bom storil, da me bodo ljudje sprejeli v svoje hiše, ko me bo gospodar odstavil od oskrbništva. Poklical je dolžnike svojega gospodarja, vsakega posebej, in rekel je prvemu: Koliko si dolžan mojemu gospodarju? Ta je rekel: 100 čebrov olja. On pa mu je dejal: Vzemi svojo zadolžnico, brž sedi in zapiši 50. Spet drugemu je rekel: Koliko pa si ti dolžan? Rekel mu je: 100 kadi žita. Dejal mu je: Vzemi zadolžnico in zapiši 80. In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal, kajti sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši, kakor sinovi luči. Jaz pa vam pravim, naredite si prijatelje s krivičnim mamonom, da vas sprejmejo večna bivališča, ko ta propade. Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mamonom, kdo vam bo zaupal, kar je resnično? In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše? Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema, ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu.